NLBOIL je liga, kjer se igra vrhunska košarka na vozičkih. Letošnja sezona je bila že 16. in najboljše ekipe iz naše regije, iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne Gore ter iz Bosne in Hercegovine, so se na zaključnem turniru v ljubljanski hali Tivoli pomerile za končne uvrstitve. Slovenski košarkarji, ekipa Parasport Slovenija, so se, tako kot že lansko leto, borili za 3. mesto. Žal nismo napredovali v boj za zlato medaljo, danes pa smo si za cilj postavili zmago in jo zanesljivo dosegli in tudi bronasta medalja je v žepu. 77 proti 40 so premagali ekipo KK Osij Paramount iz Črne Gore. Tekmo smo šli 100% s polnim fokusom, da tekmo dobimo že v začetku, da slučajno ne mogoče nasprotniki povedajo in bi nastala mogoče kakšna neželena panika. Zato smo šli res z glavo in na polno, da jih dobimo. Prvaki lige so letos postali košarkarji iz Srbije KKK Singidunum CZ, ki so v finalni tekmi premagali hrvaško ekipo KKI Zagreb. Liga je izredno močna, to moramo se zavedati, da liga ne bazira samo na področje Balkana, ekipe v svojih vrstah premorejo igralce, tako kot tudi mi iz širše okolice, iz širšega bazena, tako da v tem območju je liga daleč najboljša. Nobena liga v košarki na vozički se ne more tej ligi niti približati. Letošnja 16. sezona Lige NLBOIL potekala nemoteno, domačini po vseh teh klubih so izvrstno pripravili gostovanje in seveda danes tukaj finale v Ljubljani, kjer Paraolimpijski komite pripravlja vedno nekako skozi preko ekipe Parasport Slovenije tudi zaključek. Seveda Zveza paraplegikov to s tem tudi sodeluje. Meni je zelo žal, da Parasport Slovenije ni v finalu. Upam, da naslednjič jim ta preboj v finale uspe. Kar se pa organizacijsko tiče in pa pristop vseh ekip, pa lahko rečem, da je z odliko. Po zaključku lige NLBOIL so si naši reprezentantje vzeli nekaj počitka. Pa ne za dolgo, saj so pred njimi že novi izzivi. Potem pa začnemo intenzivno z pripravom, ker 27. julija gremo na Evropsko prvenstvo v Sarajevo, tako da za nas se še ni zaključilo, se bo avgusta. Tako da zdaj le mačkem pavzice, da se malo spočijemo, pa akcija naprej. Novice o nastopih naših košarkarjev na vozičkih, kot tudi ostalih parašportnikov, lahko najdete tudi na spletni strani in družabnih omrežjih Zveze za šport invalidov Slovenije.